Večina nas pa ve, da to ne bodo tvoje prve olimpijske igre, ne? Ja, pravzaprav bodo to že 4. paraolimpijske igre. Prvič sem nastopil v Pekingu, takrat v plavanju. Potem sem nekako zaključil kariero plavalca, zaradi tega, ker sem tudi zaključil študij v Ljubljani in se preselil ponovno na Primorsko. Tukaj v naši Vipavski dolini pa, kot veš, nimamo enega primernega pokritega bazena, no sedaj je, ampak čisto na novo, kjer bi lahko takrat nadaljeval s plavanjem. Zato sem si poiskal druge športe in se nekako po naključju znašel v parakajaku. In tudi tam so rezultati hitro, bom rekel, napredovali in sem se uvrstil na paraolimpijske igre v Rio de Janeiro 2016. Potem, ko je prišla ta korona in nismo smeli hoditi na treninge in veslati in tako naprej, sem si pa poiskal en drugi šport, to je bil pa lokostrelstvo, ki sem ga lahko v veliki meri opravljal kar doma, pred hišo. Trenutno sem zaljubljen v lokostrelstvo in moram reči, da odkar smo začeli sodelovati z Brino Božič, mojo trenerko, in spravili lokostrelstvo na zelo visok nivo, pa skoraj praktično vsa prosti čas namenim lokostrelstvu. Kako pa usklajuješ redno službo zdravnika in treningov? Ja, res je zelo pomembno natančno planiranje dneva, kajti služba je seveda prva, to moram povedati, tudi vir preživetja nekako in konec koncev tudi moja velika ljubezen medicina. Verjetno podpora družina zelo pomembna, ne, in te podpira v tem, zato so tudi taki rezultati. Ja, ne samo pomembna, mislim, da je ključnega pomena. Ja, v tem primeru res podpora žene in tudi otroci se strinjajo z mojo športno kariero, mi obstojijo ob strani, mi pomagajo in tukaj res vsa zahvala tudi njim. Zdaj je prišel ta cajt, da me kaj naučiš, kako se strelja z lokom. Vidim, da je moj lok malo drugačen od tvojega. Pravzaprav ti imaš v rokah ta bolj šolski lok. Tudi jaz sem na takmu začel, prvič, ko sem ga primil v roke. To je pa potem že malo bolj tekmovalni, ukrivljeni lok, tako imenovan olimpik. Boljši kot si tudi sam, boljša kot je tehnika, potrebuješ ja, seveda dobro opremo, da ti potem služi. In tako sem tudi jaz letos tudi s pomočjo pokroviteljev prišel do res vrhunskega loka in zdaj pa res mislim, da sem precej pripravljen tudi na Pariz. In zdaj stegneš sprednjo roko in drugo napneš tako nekako do lička. Do lica, pomiriš in spustiš. Evo, se pravi ta merek, v bistvu ciljaš v tarčo, ampak ker je tarča toliko delč, ne držiš tako nizko lok, ampak ga držiš kar visoko gor, tako da leti puščica v loku in prileti potem v tarčo. Evo, 10, super! Na 2,5 metra. Dejan, kaj zdaj, imam kaj talenta ali ne? Jaz mislim, da za prvič ti je šlo odlično. Lokostrelstvo je sploh tak šport, da v bistvu se ga lahko loti čisto vsak. Ne glede na vrsto invalidnosti, samo dobro voljo moraš imeti, da probaš, da vztrajaš. Ko boš imel kaj časa, te lahko tudi jaz povabim, da priješ probati moje ročno kolo, da malo spremeniš kakšen dan šport in tako da vidiš tudi, kako gre kolesarjenje. Ja, hvala za povabilo in tudi hvala za povabilo v oddajo.